Letošnje leto je bilo res rekordno, kar se tiče obiska, kar se tiče izposoje, kar se tiče prireditev, ki smo jih pripravili. Nenazadnje gre za jubilejno leto. V preteklem letu smo zabeležili kar 3 obletnice poslovanja knjižnice. Na področju obiska lahko rečemo, da se je povečal za skoraj 9%, kar je res rezultat, ki ga bo težko ponoviti. Izposoja in obrat se je povečal za dobre 4%, ravno tako tudi novi člani. Zdaj upamo, da bo trend šel naprej in da se bodo vsi tisti Celjani, ki še niso včlanjeni v knjižnico, prepoznali programe, ki jih mi izvajamo, da so za njih dobri, koristni in predvsem informativni in da bo se ta trend nadaljeval, je pa res, kot sem že povedala, težko. Glede na to, da smo javni zavod, tako ne smemo poslovati s primanjkljajem in v letošnjem letu beležimo presežek 42 000 evrov prihodkov nad odhodki, s tem, da je naš budžet okoli 1.636.000 evrov, od tega 226 000 namenimo za knjige, denar pa zato dobimo večinoma z Mestne občine Celje, nekaj od občin pogodbenic, nekaj pa tudi z ministrstva, vendar pa ministrstvo stalno ta sredstva niža. Največji strošek je še vedno strošek dela, kljub temu, da smo seveda zmanjšali število zaposlenih oziroma delavcev v knjižnici v zadnjih letih iz 48 na 38, tako da že lahko rečem malce kar dihamo na škrge. Smo pa znižali tako stroške materialov v primerjavi s preteklim letom kot stroške storitev in to ene za 14, druge pa za 17%. Tudi na področju prireditev smo izjemno dejavni, 93 prireditev za odrasle, nekaj čez 80 za otroke in še vse ostale prireditve na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer aktivno delujemo že 23 let, zato smo prejeli že tudi eno občinsko nagrado v preteklosti. Tudi tam članstvo stalno raste, tudi obisk na prireditvah, širili smo tudi vsebino prireditev in sicer na filozofijo, glasbo, film, poleg vseh tistih ostalih tradicionalnih, ki se tiče predstavitev knjig, potem potopisov in tako naprej. Tudi na področju glasbe imamo seveda goste, ki gostujejo, tudi kakšen koncert pripravimo, seveda lani je bil največji ob naši obletnici in pa seveda tiste, ki so nekako povezani z literaturo. In tudi na tem področju je seveda obisk zelo, zelo narastel, ker seveda število prireditev z dobrim sodelovanjem z vami, z mediji, seveda dober glas seže v deveto vas in tudi do naših obiskovalcev, ki so zelo dobrodošli v knjižnici. Lani se je seveda bilo veliko govora in težav s tujci v naši knjižnici zaradi vandalizmov, zaradi mogoče verbalnega nasilja, zaradi zlorabe naših računalnikov in programske opreme. Kot sem že takrat povedala, ukrepe smo jih sprejeli, so bili uspešni, namreč izboljšali smo požarni zid, zablokirali smo nasilne vsebine, prav tako vsebine, ki se tičejo orožja in pa nasilnih igric. In pa seveda vsi obiskovalci, ki pridejo v knjižnico, se morajo prijaviti, preden lahko koristijo internet. Se pravi, vsi, ki so člani, se registrirajo s svojo člansko izkaznico, ostali pa dobijo pač geslo za enkratno uporabo, vendar pa se morajo prej evidentirati in seveda predstaviti. Seveda se tisti, ki tega ne želijo, ne dobijo gesel in zaradi tega seveda teh pojavov več ni in tudi v zadnjem letu nismo prejeli s strani obiskovalcev nobene pritožbe, tako kot v lanskem letu. Same stavbe je težava, ki je že od začetka prisotna, od selitve v naši knjižnici. Seveda po vsaki gradnji se po selitvi odkrivajo še kakšne napake. Tukaj smo pač imeli težave z zamakanjem, predvsem na otroškem oddelku. To smo delno odpravili seveda z namestitvijo umetne trave in z umikom namakalnega sistema, vendar pa vemo, kako je z vodo. Voda, ko nekje najde pot, se razlije drugje in seveda se še vedno pojavljajo težave pri stiku stavbe, na strehi in pa ob stikih s steklenimi površinami. Seveda zdaj raziskujemo oziroma imamo gradbene izvedence, gradbene stroke, ki ugotavljajo, kje se to pojavlja in na kakšen način to najbolj učinkovito odpraviti, se pravi pri izvoru, ne pa tam, ko voda na koncu priteče.